dala ta načrt za leto 2050, kako nam bo izboljšala življenje, ki se mi je zdel zelo daleč, torej kako lahko že planiramo nekaj, kar bo leta 2050. Potem sem pa pomislila, da že imamo neke smernice, ki nas peljajo to. Moja razstava je družbeno kritična in tisto, na kar sem se najprej spomnila in kar že obstaja in mislim, da bo obstajalo do 2050, je ksenofobija, je korupcija, depresija in ravnodušnost. Ksenofobijo sem predstavila kot koš vzhajajočega testa. Testo je nekaj, kar ne more zapreti prostor, ker prebije pokrov in leze ven. Te ljudi ne moremo kar omejiti, jih ustaviti, da prihajajo. Potem korupcijo sem predstavila kot kup napihnjenih kirurških rokavic, ki seveda asocirajo na zdravstvo. Korupcija je prisotna, zdaj že skoraj vse posod posameznik kot dve prazni rokavici. Potem pa še depresijo, ki sem ponazorila s lepimi krožniki, ki na prvi pogled so lep mozaik, ampak so sestavljeni iz raznih tablet, ki mogoče jih ne rabimo vedno, torej antidepresivi, vse možne tablete, ki nam potem olajšajo ali pa ne olajšajo bivanje, življenje, in pa ravnodušnost s temi oblački, ki so za mano, ki nas, kako bi rekla, iz naših teh srečevanj v živo nas bolj pribijajo za zaslon telefona ali pa tablice in nas izvleče iz realnega življenja. Mislim, da je prostor super za razstave, ker bodo ljudje, če bodo odprta vrata, naključno mimoidoči, pa tudi strokovna javnost hodila. Ena taka redkih galerij, ki jih poznam, da so v centru mesta in zelo odprta. Zaenkrat sem zelo zadovoljna.